Gremo pa na naslednji sklop, primere dobrih praks. Tu bova z Urbanom malo si delila ta sklop. Jaz bom predstavil samo dva primera. Primer Ljubljane kot mesta z verjetno v Sloveniji največjimi parkirnimi težavami, tudi mesta, ki je največ verjetno v Sloveniji na tem področju naredilo. Zanima me, a je kdo z Ljubljane, ki bi lahko me dopolnil, če sem kaj pozabil, pa primer Ljutomera kot majhne občine, ki pa vseeno tudi se srečuje s težavami in pristopa tudi zelo aktivno k reševanju. Torej, mestna občina Ljubljana, prej sem zlistil tisti seznam, kaj vse parkirna politika vključuje, in bom nekako skušal iti skozi vse tiste točke, ki sem jih prej naštel, kaj se v Ljubljani dogaja. Torej, parkirna politika je omenjena v Ljubljani v celostni prometni strategiji. Kar se meni zdi tu zanimivo je, da je to nek ločen odstavek, ki opisuje, kako bo Ljubljana pristopala k parkiranju, predvideva v celostni prometni strategiji kar velik nabor ukrepov, ki se bodo izvajali, ne predvideva pa Ljubljana pripravo svoje parkirne politike kot nekega dokumenta, kar je mogoče na tem nivoju mesta bi bilo že potrebno, ampak pač izvaja stvari skozi svoje različne aktivnosti, skozi različne oddelke in skozi pač projekte. Samo parkiranje, prej sem govoril o parkirnih normativih, ima Ljubljana zanimivo urejeno, ima 3 cone, ima postavljen nek ta osnovni normativ. V tej coni 3, ki je tu vse, kar ni pobarvano, celotno območje občine, kar ni šrafirano z rdečo, velja parkirni normativ. Še to mogoče. Parkirni normativ za vsako dejavnost, za vsako tipologijo je opredeljen, tako za motorni promet kot za kolesarski promet, torej koliko parkirišč za kolesa. Kot sem rekel, območje 3, večina mesta, ki ni ob glavnih vpadnicah ali mestno središče, tam velja ta normativ. V parkirni coni 2, če gledamo si, se pravi, to je to so ti kraki, kjer je dobro dostopno z avtobusom, je treba zagotoviti 50% parkirnega normativa. V parkirni coni 1, to je pa mestno središče, to širše mestno središče, pa parkirnega normativa ni potrebno za večino dejavnosti upoštevati, ampak se občina dogovarja z vsakim posameznim investitorjem o tem, koliko je možno in koliko zahteva parkirišča. Tako da to je tak pristop fleksibilen. Potem so tu parkirni režimi, torej plačljivo parkiranje. Režimi so opredeljeni za celotno območje znotraj obvoznice, strožji, večja omejitev glede dovoljenega časa parkiranja in pa višja cena v tem centralnem delu in potem preko te modre do zelenih območij, kjer ni časovne omejitve, kjer je cena nižja in pa širitev teh parkomatov je značilna za Ljubljano, ki se dogaja stalno. Torej, nova območja se dodajajo, tako da je pod nadzorom zdaj že kar velik del mesta. Informacije o razpoložljivem parkiranju občina komunicira skozi več kanalov. Eden je ta Prominfo, kjer so praktično vse informacije, ki se zbirajo o prometu v mestu, o zastojih, o razpoložljivosti koles recimo in pa tudi o zasedenosti parkirišč in parkirnih hiš. Informacije o realnem času, tako da so na voljo uporabnikom, ki bi jih to zanimalo. Vseeno v Ljubljani ostaja vrsta izzivov in parkiranje nekako je stalno izpostavljeno od teh začasnih parkirišč, ko se investitorji, preden se odločijo oziroma uspejo pripraviti dokumentacijo za gradnjo, gradbišče prepustijo parkiranju in ta parkirišča kar bistveno povečujejo ponudbo v mestu in s tem povzročajo motnjo, ker so upravljena zasebno, tudi mesto nima vpliva na cenovno politiko in s tem nekako tudi se privablja več avtomobilov v mesto, kot bi si mesto to želelo.
do teh zasebnih parkirnih hiš na ključnih lokacijah, do novih načrtovanih parkirnih hiš v stanovanjskih soseskah. Stanovanjske soseske ostajajo neka nerešena problematika. Dolgo se je govorilo o tem, da bo rešitev parkirne hiše, ampak ko so prebivalci bili soočeni s ceno nakupa, je interes naenkrat splahnel, tako da so te parkirne hiše v stanovanjskih soseskah zdaj nekako dane na stranski tir. Torej, to je primer Ljubljane. Drug primer je občina Ljutomer, kot sem rekel, majhna občina, aktivna sicer zelo na področju mobilnosti, celostno prometno strategijo ima že zdaj drugo generacijo in tu je upravljanje mirujočega prometa zastopano kar s takim velikim sklopom ukrepov, kjer občina načrtuje širitev upravljanja parkiranja na celotno naselje Ljutomer in pa tudi na ostale naselja v občini, tako da zelo ambiciozni pristopi. Poleg tega je občina, mogoče je vredno omeniti, da v prostorskem načrtu nima parkirnega normativa, ampak ga ureja z ostalimi dokumenti oziroma z neposrednimi dogovori z vsemi večjimi investitorji. Poleg tega pa si občina razvija tudi neke dodatne strokovne podlage, kot je na primer ta zasnova prometnih površin v samem mestu, kjer je spet parkiranju posvečeno ločeno poglavje, kjer je neka ta zasnova pripravljena, katera območja bodo najprej upravljena, na kak način, in to je nekako potem temu občina tudi sledi potem skozi režime upravljanja in skozi nove projekte. Takole so opredeljeni pristopi, ki jih bodo uporabljali, in pa potem sama realizacija, kar je pri občini zanimivo, je, da ne samo, da upravlja parkiranje v samem središču naselja, ki je najbolj na udaru, ampak te pristope nekako širi tudi v ostala območja. Naprimer, tu zgoraj je stanovanjsko območje Juršovka, ki je bilo preurejeno in kjer so ponujena parkirna mesta za obiskovalce, se pravi stanovanjska soseska, kjer je par parkirnih mest za obiskovalce in ta parkirna mesta imajo režima, se pravi 2 uri je tam možno parkirati brezplačno. Ne želijo si, da bi stanovalci ta parkirna mesta zasedali za svoje parkiranje, stanovalci morajo parkirati na svoji površini, ta parkirna mesta pa so skozi ta režim potem na voljo obiskovalcem. In pa drug primer, ki ga je Aljaž prej omenil, to je stanovanjsko območje v bližini središča, kjer je bila težava parkiranja, kjer je uvedeno plačljivo parkiranje in kjer so ponudili možnost prebivalcem, da najamejo parkirna mesta, da jih vzamejo v dolgoročni namen. To so parkirna mesta, ki so v občinski lasti, ampak jih lahko najamejo, podpišejo pogodbo o uporabi in so jim potem na voljo. Tako da to je pa še en tak pristop, ki ga oni uporabljajo. Če glede tega kako vprašanje, mogoče... Parkirna mesta, ki jih stanovalci lahko najamejo, funkcionira to kot del funkcionalne površine stanovanjskih stavb, pa je samo občina pač lastnik, tako kot je v preteklosti, ali gre to dejansko za javno površino, pa je funkcionalno zemljišče nekje drugi? Ker v dostih občinah je občina še vedno lastnik zemljišč, ki so v bistvu funkcionalna zemljišča stanovanjskih stavb. Mitja ni tu, ki bi povedal, ne vem točno, da je javna površina, ja, javna površina, ki jo oni oddajo v dolgoročen najem oziroma enoletni najem stanovalcev. Ja, mislim, pač uvajajo režime v območjih, kjer je problematika, kjer se pojavlja problematika. Zdaj, a je to pravi pristop? Jaz mislim, da bo čas pokazal, ta parkirna mesta bi po mojem mnenju lahko bila v neki kombinirani uporabi, da bi prebivalci dobili dovolilnico in kadar njih ni tu, bi lahko nekdo drug uporabljal, ampak pač to je pristop, ki ga testirajo in
mislim, da se bodo iz izkušnje naučili, ali je to pravi pristop ali ne. Kak drug komentar? Boštjan Goleš, Mestna občina Celje. Ko smo glih pri primerih dobre prakse, v bistvu me pa zanima ena druga zadeva, če poznate po občinah po Sloveniji, ne, ta obračun oziroma plačilo, način plačila parkirnin, ne, zdaj ta zelo poznan primer iz Maribora, ne, ko je v bistvu draže, če ti plačaš z telefonom oziroma z SMS-om, ne, če poznate mogoče dobre primere prakse iz Slovenije oziroma iz drugih občin, na kak način to rešujete oziroma svetujete, kaj je prav pristop, ne? Ne vem, če je toliko relevantno, pa meni se zdi še vedno najboljša praksa mestna kartica Urbana, ki dejansko odlično funkcionira z aplikacijo na telefonu in vsaj tehnološkem delu funkcionira. Ne. Tu je problem, ker Easy Park je zunanji tržni ponudnik, ne, in je prišlo do te težave, koliko sem bral v Mariboru, pa vejo več kolegi, ki jih imamo tukaj. Medtem ko jaz mislim, da je pot v to mestno kartico in v ta paket storitev, ki jih mesto ponuja svojim prebivalcem, ker verjetno ste že slišali za izraz mobility as a service, MaaS kratica, to je v bistvu trend, ki se zdaj zunaj Evrope bolj, pri nas pa šele prihaja, razvija, ko v bistvu se ponuja uporabnikom cel nabor storitev, mobilnostnih storitev, ki jih najemajo od car sharinga, kolesa, tudi parkinga in javnega prevoza. In neki elementi tega so že v mestni kartici Urbana. Ne. In ta stvar je res ena tehnološko bolj uporabnih stvari, kar s njih pri nas uporabljajo na našem trgu. Za druge pa, prosim, še kakšne druge prakse ali pa težave, podobne kot jih je Maribor doživel. Prosim. Sigurno je najboljše, če je neka jasna in čista politika, kje parkiranje koliko stane in ne, glede na mestna območja, ampak tudi Ljubljana ima s tem težavo, predvsem s temi zasebnimi ponudniki, ne, ki pač imajo neko drugo cenovno politiko, včasih ponujajo bistveno ceneje ali pa spodbujajo celodnevno parkiranje ali pa pač v primeru tu kliničnega centra, kjer je parkiranje izjemno drago, ne, tu je 1 ura 2 evra in vsaka nadaljna ura 2,5 evra. Marsikdo se tega ne zaveda, pač misli, da prihaja v mesto, da bo parkiral po nekih takih ustaljenih mestnih cenah in po 3-4 urah plača celo premoženje. Ne. Tako da. Ja. Za isto stvar, ne, za isto samo. Ja. Robert Hostnik, ZPO Celje, vodja parkirišč. Celje še nima uvedenega, bom rekel, tega mobilnega plačevanja oziroma plačevanja parkirnine iz oddaljene lokacije. Seveda bomo šli, bomo morali v to zagriziti. Vidim en drug problem. V redu, ena je predplačniška kartica, tako je Urbana, ampak problem je unifikacija. Glede na to, da je Slovenija tako mala, imamo že dole vsaj 3 aktivne ponudnike tega mobilnega plačevanja, tu Mobil, pa ta Easy Park, pa še par jih je. In Slovenija je tako mala, zdaj boš šel z enega mesta v drug mesto, boš moral novo aplikacijo, novo kartico, predplačniško, še prednaložiti. Jaz vidim to kot slabo rešitev, ker vsako mesto ima skoraj drugega ponudnika tega, bom rekel, te storitve. Tukaj je problem. Da je pa glede te provizije, ki jo pa zahtevajo ti, ker pač zdaj se mi ukvarjamo aktivno z ponudniki, je problem provizija, višina, eno je tisti kartični del, ko banka vzame, pa še pa njihov del, pa ročnost z teh sredstev, to ti lahko pride celo do 60 dni od danes plačilo te parkirnine, ki jo mi zaračunamo. Tako da še je odprto polje, problem pa je, kdo bo tisti, bilo bi najboljše, če bi bil to en ponudnik, pa dober, zdaj to je pa utopija. Ja, kolikor jaz vem, se na Ministrstvu za infrastrukturo pripravlja razpis za kartično shemo, ki bi nekako poenotila vse to.
Ne? Tako da bo in standarde po tehnični plati in standarde po plačilni plati. Za javni potniški promet, ki bo imela tudi to možnost nadgradnje. Ne? Zdaj, žal ne morem dati natančnega odgovora na tole. Ja, poznam to zadevo, teče v okviru javnega potniškega prometa oziroma integracije javnega potniškega prometa, ki pa verjetno še vsebuje širši nabor ostalih aktivnosti. Tako da ja, lahko preverimo karkoli. Eno vprašanje vas. Tole ste našli na... Mislim, ne. Objavo v okviru javnega naročila na naši spletni strani. Informacije o kartičnem sistemu. Aha, hvala. Ste nas prenos znanja med državno upravo.